Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v prvih dneh malega srpana, ko žanjemo tisto, kar smo posejali. Julij zaznamuje počitnice, dopuste, potovanja in poletne razvedrilne dogodke. Na njivah, poljih in vrtovih pa že pospravljamo prve sadove letine. V informativno oddajo tega tedna smo uvrstili dogodke, ki dokazujejo, da lahko solidarnost in enotnost dosežeta včasih skoraj nemogoče. Zato vas vabimo k ogledu. V soboto, 27. junija, smo na Zgornji Ložnici obeležili 24 let slovenske državnosti. Slovenjebistriški Lions Club zbral sredstva za pomoč azijski državi Nepal, kjer je letos pustošil uničujoč potres. Direktor Slovenjebistriškega zavoda za šport predstavil dosedanje aktivnosti. V rubriki Lokalne novice boste izvedeli več o dogodkih, ki smo jih zabeležili ob koncu prejšnjega in začetku tega meseca. Občina Slovenska Bistrica in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta v soboto, 27. junija, organizirala osrednjo občinsko slovesnost ob 25. juniju, dnevu državnosti in v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. 24 let je minilo, odkar je Slovenija formalno postala neodvisna. 25. junija 1991 sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna listina o osamosvojitvi ter neodvisnosti Slovenije. Zavzetje vojaškega skladišča julija 1991 pa je bil eden največjih logističnih podvigov v času vojne za Slovenijo. Zato občina Slovenska Bistrica obeležuje 25. junij, dan državnosti, prav na Zgornji Ložnici. Letošnji slavnostni govornik na proslavi je bil dr. Andrej Osterman, načelnik generalštaba Slovenske vojske, ki je v svojem nagovoru povedal: V posebno čast mi je, da vas lahko v imenu Slovenske vojske nagovorim ob 24. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, obletnici uresničitve stoletnih sanj Slovenk in Slovencev o samostojni slovenski državi in obenem obletnici zavzetja tukajšnjega vojaškega skladišča, enega pomembnih dogodkov osamosvojitvene vojne leta 1991. Veseli me, da vas danes lahko tukaj izrečem svoje spoštovanje in da se vam lahko zahvalim za vaš pogum, razsodnost, vztrajnost in odločnost pri uresničitvi našega skupnega cilja, ki nas je pred skoraj četrt stoletja združil v enotnosti na poti k lastni samostojni državi. Če primerjam današnji čas s tistim izpred četrt stoletja, ko ste tudi tukaj v teh krajih naše lepe dežele odločali za pomembno, danes že zgodovinsko dejstvo, lahko strnem nekaj misli. Nedvomno smo takrat do danes dosegli pomemben napredek na mnogih področjih. Takrat smo se odločali za enotnostjo v mislih in dejanjih. Združevale so nas namere, ki smo jih tudi uresničili. Lahko smo ponosni na to, da smo generacija, ki smo ustvarjali samostojnost in neodvisnost Republike Slovenije. Leti 1990 in 1991 bosta zavedno zapisani v slovensko zgodovino. Sta mejnik med dvema obdobjema slovenskega naroda. S tem, ko smo Slovenci izglasovali in dobili svojo državo, proces osamosvajanja še ni bil zaključen. Iz preteklosti vemo, da se slovenski narod v svoji zgodovini vojnam ni mogel izogniti. Ubraniti smo morali tudi našo samostojnost. Letošnje leto je še posebej pomembno za vse nas, saj obeležujemo 25. obletnico prvih demokratičnih večstranskih volitev, ustanovitve manevrske strukture narodne zaščite in sprejem ustavnih amandmajev, s katerimi je Republika Slovenija prevzela urejanje teritorialne obrambe. To so pomembna dejanja, ki so omogočila, da smo lahko v času priprav in kasneje v vojni za Slovenijo ustvarili učinkovit oboroženi obrambni sistem, ki sta ga tvorila teritorialna obramba in milica, podpirali pa ostali državni organi ter inštitucije, kar je najpomembnejše, slovenski narod. Tako smo skupaj obranili našo mlado, novo nastalo državo. Slovenci smo celovito občutili vse vojne,
Tudi vam ni bilo prizaneseno. Na tem mestu, v Zgornji Lužnici, ste ob zavzetju skladišča pustili silovit tudi zadnje osamosvojitvene vojne. Zavzetje skladišča je bilo pomembno, saj je bil ob začetku agresije na Slovenijo pomemben vsak kos orožja in oborožitve. V tem skladišču je Jugoslovanska ljudska armada hranila velike količine orožja in streliva, ki je bilo po zavzetju skladišča odpeljano in uporabljeno za potrebe enot teritorialne obrambe. Vaše hrabro dejanje je bilo izjemen logistični podvig, obenem pa je imelo tudi izreden psihološki učinek, da se je moč kosati številno močnejšim in bolje opremljenim nasprotnikom, kot je bila takrat Jugoslovanska ljudska armada. Na tem mestu je prvi dan osamosvojitvene vojne padel Slovenec vojak, ki je želel pobegniti sa služenja v tedanji Jugoslovanski ljudski armadi. Težko se je tistim, ki niso živeli v teh časih, predstavljati preizkušnje, ki so jih slovenske in Slovenci tedaj doživljali. Naša odločitev pred skoraj četrt stoletja je bila težka, vendar pravilna. Kljub posameznim dvomam smo preživeli, se uspešno razvijali in se postavili v blok mnogim večjim in močnejšim državam sveta. Ustvarili smo svojo državo, ki jo tvorimo veliki ljudje, kar smo skozi stoletja naše zgodovine vedno znali znova dokazovati. Vesel sem, da imam danes priložnost biti tu med vami, v tem prelepem okolju, kjer je počutiti ponos in domoljubje. Domoljubja odgovorno upravljamo vsako svoje delo, strmimo k boljšim pogojem in življenju sodržavljanov. To je pomembno tudi za nas, za Slovensko vojsko. Ženeta nas občutek za ljudi in vizija, da moramo slediti sodobnim, varnostnim in ekonomskim izzivom. Predano opravljamo tudi našo poslanstvo. Naravne nesreče so aktualni izzivi, v boju zoper katerimi imamo pripadniki Slovenske vojske tudi pomembno mesto. Sodelujemo v sistemu zaščite in reševanja, dnevno izvajamo naloge helikopterske nujne medicinske pomoči, rešujemo v gorah in še bi lahko našteval. Širšo varnost danes skupaj z drugimi silami zavezništva zagotavljamo za delovanje izven meja v mednarodnih operacijah in misijah. Spoštovane in spoštovani, bodimo ponosni na našo zgodovino, ohranjamo spomine na njene pomembne dogodke in osebnosti. Spominjamo se bojev, žrtev, uspehov in prizadevanj iz preteklosti, kajti le zaradi njihove žrtvovanja lahko danes živimo v svobodi in neodvisni državi Republiki Sloveniji. Ponosno praznujmo spomine na včeraj, a za nosom glejmo v jutrišnji dan. Spoštujmo in živimo v skladu z našimi skupnimi vrednotami, svoboda, človekovo dostojanstvo in njegove pravice, solidarnost, sožitje z razlikami, strpnost in razumevanje drugačnosti, spoštljiv odnos do preteklosti, predvsem pa po pravici do prihodnosti za vse nas. Naša skupna odgovornost je skrbeti za ohranjanje slovenske narodne zavesti, ki jo moramo po najboljših močeh prenašati tudi na mlajše generacije. Iskrene čestitke ob dnevu državnosti, ki smo ga praznovali pred 2 dnevoma. Hvala. Ob tej priložnosti je Zveza veteranov vojne za Slovenijo podelila zlati znak Slovenije bistriškemu županu, dr. Ivanu Žagarju, in sicer za odlično sodelovanje z veteranskimi in borčevskimi organizacijami. V kulturnem programu so sodelovali pevci Kuda Alojza Avžnerja Zgornja Lužnica, učenci podružnične šole na Zgornji Lužnici, ansambel Veseli veterani in člani pihalnega odde Spodnje Polskave. Prireditev sta povezovali Jožica Repnik in Eva Mlakar. V sklopu obeležitve Dneva državnosti sta na Zgornji Lužnici potekala šahovski turnir ter tekma v malem nogometu. V torek, 30. junija, so v predporočni dvorani Bistriškega gradu predstavniki Lions kluba Slovenska Bistrica vročili donacijo Lions kluba znanemu slovenskemu himalajcu Vikiju Grošlju kot pomoč Nepalu po katastrofalnem potresu. Grošelj je prevzel donacijo in jo bo ob svojem prvem naslednjem obisku v Nepalu neposredno izročil enemu od domačinov, ki je pomoči najbolj potreben. Ob tej priložnosti so bile javnosti prvič predstavljene tudi najnovejše fotografije, ki so nastale v Nepalu tik po potresu. Slovesnosti sta se udeležila tudi gosta, častni generalni konzul v Sloveniji Asvin Kumar Šresta in guverner Slovenske zveze Lions klubov Jurij Šarman. S to podelitvijo donacije je svoj enoletni mandat zaključil 7. predsednik Bistriškega Lions kluba Ivan Kosi.
Na mestu predsednika ga je nasledil Darko Dukarič. V rubriko Lokalne novice smo uvrstili tudi pogovor z Marjanom Štimcem, direktorjem Slovenjebistriškega zavoda za šport, ki je predstavil dosedanje aktivnosti zavoda. Pred dobrim tednom dni je tudi uradno nastopilo poletje, ko prosti čas preživljamo in pa dopuste seveda na morju, v bazenih. Tudi bistriško letno kopališče je prejšnji teden v četrtek odprlo vrata kopalcem. Verjetno bo obratovalo po že utečenem modelu. Ja, lep pozdrav vsem gledalcem KTV-ja. Mi tako vsako leto odpiramo bazen en dan potem, ko se zaključi osnovna šola. Ker smo pač izkušnjo ugotovili, da pred tem datumom kopalcev ni. In tudi leto smo tako napravili, bazen smo pač pripravili, koliko se v teh razmerah, kakšen bazen naš je, da optimalno tudi tehnika deluje vsa, kar se tiče vode. Nimamo nobene probleme. Lansko leto smo imeli 9-krat žorčenje vode, 9-krat je bil skladen vzorec vode, tako da tega se ni za bati pri nas. Je pa to res, da nimamo nekih toboganov, da nimamo gostinske ponudbe, tudi nimamo kje imeti. In pa tudi ne vem, za koga bi naj imeli, ker mi ugotavljamo, da se hodi k nam kopati v 90% otroci, ki pridejo z denarjem za stopnino pa za eno lučko, če je sploh lučka, ne. In je to tudi konc. Tako da jaz pač mislim, da bazen, dokler je v taki obliki kot je, ne more nič kaj drugače obratovati kot zdaj, ker tudi bom rekel, ideja o tem, da bi se tam neke prireditve dogajale v tem času, to se pravi juliju, avgustu, so seveda zelo organizacijsko zelo težko izvedljive, glede na to, da je predpisi o varnosti okoli bazenov so tako ostri, da bi morali mi za vsakih 10 obiskovalcev ob času prireditve imeti reševalca iz vode, ne. Moram pa povedati, da reševalca iz vode je najtežje dobiti od vseh del, kaj jih delamo v zavodu, od sodnikov in vse naprej, najtežje reševalec iz vode, ker jih v času odprtih bazenov ni. No, to je eno, drugo pa problem električne infrastrukture. Če bi hoteli tam neke prireditve, ki bi bile povezane z ozvočenjem in tako naprej, moramo elektriko drugačno napraviti, ker je preslaba in tako naprej. Tako da jaz mislim, da kakih drugih možnosti zdaj nimamo. Če pa bi prišlo do tega, da se okolje odloči za obnovo ali pa gradnjo drugega bazena, bi se pa seveda to čisto drugače dalo delati, s tem, da pa je pa ekonomiko treba preračunati. Zavod za šport je bil tudi soorganizator 22. kolesarske dirke po Sloveniji, ki je deloma, se pravi v 3. etapi, potekala tudi tu pri nas, v naši občini z etapnim ciljem pri 3 kraljih. To je nedvomno odlična priložnost za kolesarsko in pa tudi siceršno promocijo občine in pa seveda teh krajev med Pohorjem in Bovčem. Ja, letos smo bili drugi že soorganizatorji. Moram reči tako, da Športna zveza, Zavod za šport in pa organizacijski odbor, pripravljalni organizacijski odbor 3. etape so v tem času, v tednu, 14 dneh pred to dirko izvedli tudi 3 rekreacijske etape za rekreacijske kolesarje iz naše občine in drugod. Udeležba na teh je bila lepa, kar se tiče tega, da je bilo vedno okoli 40 do 50 kolesarjev in kolesark in otrok, in tako da je to kar lepo izgledalo vse skupaj. Moram reči tudi, da smo imeli eno familijo, ki je na vseh 3 teh etapah nastopila. So bili oče, mama pa 2 otroka. So tudi dobili posebno priznanje za to. No, potem je na dan dirke je bil tu na parkirnem prostoru pred Zavodom za šport organiziran 7 starih koles, biciklov. Prišla sta 2 razstavljalca, so imeli res stare bicikle in tako 2 ure so to razstavljali, potem so pa pospravili. Potem je bil servis kolesarstva, ko ga je organiziral kolesarstvo Germ in je tudi, bi rekel, prispeval za nagrado za rekreacijskega kolesarja, eno kolo, ki je vredno med 300 in 400 evri.
Dobil ga je pa to zelo na pamet nekdo, ker smo nagrade žrebali. Potem je bila tudi tale predstavitev rico-znojskih vin, pa predstavitev sadjarstva. To sta bila Juhart pa Frešjapka, pa Frešer pa rico-znojčan društvo. In pa še Ric je imel svoj predstavitveni štand in tako da je bilo kar živo to, ne. Sama dirka je pa zelo zahtevna organizacijski, bi rekel, organizacijsko zelo zahtevna. Morate vedeti, da v taki dirki sodeluje okoli 1000 ljudi. Celotni organizacijski stroj, plus kolesarji, plus serviserji, plus vse živo v zdravstvu, vse kaj je zraven, jih je okoli 1000. In to ni enostavno napraviti, potem tudi ceste zavarovati. Morate vedeti, da celotna trasa teko je šla po bistriški občini, so varovali čisto vsaka gasilska društva iz občine, pa še to ni bilo dovolj. Še dodatno treba zaščititi ceste na ovinkih, kjer je nevarno, da bi lahko, zdaj pa tako je bilo letos vreme, je bilo zelo nevarno, ker ti fantje vozijo na full in se zanašajo na to, da je steza pot tako narejena, da ne more biti nič narobe. Zdaj, zato je treba to tako organizirati. Direktor dirke je bil lani in letos tudi zadovoljen z organizacijo tu pri nas. In verjetno bomo drugo leto zopet tu nekje, ampak bomo našli spet kako drugo pot. Pogovarjamo se o poti iz Hoč čez Areh pa tak naprej. To smo šli pogledati, kakve so ceste, če je to asfalt in tak naprej. Tako da potem nas tudi povabijo na zaključek v Novo mesto. In tudi tu na Treh kraljih so imeli posebej, vsi župani iz Dobrovnika, kjer je bil štart, pa naš, pa bom rekel sponzorji, to je bilo vse tam gore in to je stvar, pri kateri se pač tudi dosti kaj naučiš, pa nekako znanstvo skleneš, ki ga porabiš, ko rabiš na stadioni, kaj sem umetnik, no pa veš, komu boš rekel, da ne boš drago plačal. Slovenska Bistrica ima nedvomno bogato športno tradicijo, imamo uspešne klube, društva in pa seveda posameznike, ki dosegajo zelo dobre rezultate, odmevne rezultate. Tako ste pred kratkim skupaj z občino oziroma županom Ivanom Žagarjem v Bistriškem gradu pripravili sprejem za tiste najuspešnejše. Ja, mi smo imeli navado prej, da smo na zavodu, pa športno-zvedeni zavod, no pa na večkrat v osebni sobi zavoda priredili kakšen sprejem ob izrednih uspehih kakih športnikov. Potem smo pa pred 2 letoma pač se dogovorili z občino, da 2krat na leto naredimo sprejem za vse, pa ne delamo mi posebej sprejemov tu. In to je pravi konc junija, pa proti konc leta enkrat se zbere klubi in društva, dajo predloge, koga bi se tja povabilo. In tudi letošnje leto je bilo tako, je bilo tam v gradu, mislim, da je 50 pa 60 športnikov, ker to morate računati ekipe, če je recimo nogometna ekipa U15 med prvih 5 ekip v Sloveniji, smo pač povabili ekipo, oziroma nogometni klub je poslal to ekipo, in to je takoj 15 mladih športnikov, pa vsi so bili predstavljeni, ki so bili tiskati tu, recimo ni pa bilo Ceraja, ki je bil na enem tekmovanju, pa ne vem, še kjer je manjkal, ne. In v tem sprejemu se pač pravzaprav zahvalimo tem mladim ljudem, da nas promovirajo po celi Sloveniji in tudi v tujini. Pa, kako bi rekel, lahko rečemo, da je bistriška občina športno kar dobro razvita, ne. In jaz pač pri sebi mislim, tudi to vsakrat povem, da je šport šola za življenje, ker v življenju tudi niso same zmage, tako kot v športu niso same zmage. In če v športu najdeš pot, kako se pobereš po porazu, se tudi v življenju znaš pobrati. To je to. Mogoče še stavek ali dva o urniku oziroma rokovniku prireditev športnih in pa dogodkov, vsaj tistih odmevnejših v tem poletnem času in pa na jesen. Ja, moram tako reči, da v času počitnic ni ne vem kakih, bom rekel, organiziranih športnih prireditev. Mi sicer razmišljamo, da bi tam pač v času počitnic, verjetno tam kje avgusta, naredili en športni dan ali pa
Kaj se vem, mi smo to že enkrat probali, pa je bilo. Pa je bilo kar udeležba in bomo mi tudi letos to probali, sicer še to nimamo izdelanega točnega načrta, to je zamisel. Bomo malo športno zvezo skupaj sedli, pa bomo videli, mislim, da bomo kaj narejeno, vse bo to dosti javno objavljeno. Jesen pa, zdaj, koliko vem, jaz pričakujemo, da bomo imeli tu kako tekmo reprezentance slovenske, reprezentance katerekoli od U16 do U21, ne. To še zdaj ne vemo kdaj, to navadno dobimo kakšen mesec prej. Je pa tak, ne, da nogometna zveza vsako leto, ki pomaga zgraditi kakšen novi stadion in potem oni gredo stalno na novega, ne. Pri nas se pa skozi odvija športna šola njihova in to imamo, mislim, da vsaki mesec 3-krat pride reprezentance od ženskih do vseh ujev, pa imajo tu treninge na umetni travi. To potem, jesen seveda se spet začnejo šolska športna tekmovanja. Mi imamo na sporedu 34 šolskih športnih tekmovanj, vsako sezono, se pravi od septembra do junija. In to je čisto vsak teden kaj. Potem bojo vse lige, tako da, ko se začne 1. september, je tu pri nas spet gužva. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 12 kaznivih dejanj, od tega 7 tatvin, 2 telesni poškodbi, zloraba bančne kartice, nedotakljivost stanovanja in poškodovanje tuje stvari. Slovenska Bistrica. Neznani tatič je z dvorišča ukradel kolo vredno 700 evrov. Iz odklenjenega avtomobila pred pokopališčem je neznani storilec ukradel denarnico z dokumenti in gotovino. Škode je za 150 evrov. V gostinskem lokalu je neznani storilec natakarici iz torbice izmaknil telefon in denarnico z dokumenti ter gotovino, škode pa je za 1000 evrov. Laporje. Z osebnega avtomobila je nekdo snel vsa 4 platišča s pnevmatikami. Škode je za 600 evrov. Črešnjevec. Vaščani so zalotili vlomilca, ki sta hotela nasilno vstopiti v novogradnjo, vendar sta s kraja dogodka pobegnila. Je pa zaradi poskusa vloma nastala škoda v višini 400 evrov. Vrhloga. Neznani tatiči so vlomili v novogradnjo in odnesli 6 stolov z mizo, steklo-keramično ploščo, pečico, pomivalni stroj, kuhinjsko napo, kopalniški blok, keramične ploščice, vrtalni stroj ter več drugih predmetov. Lastnik je oškodovan za 3150 evrov. Pragersko. Iz lokala, v katerega je vlomil, je neznani storilec odnesel več cigaret različnih znamk ter žgane pijače. Škoda je za 1000 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 11 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 18 plačilnih nalogov, odvzeli 3 vozniška dovoljenja in zasegli avtomobil. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. V nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu posnetka oddaje Vezni člen z gostoma Dejanom Kalanom in Marjanom Krajncem, znanima slovenjebistriškima kulturnima delavcema. Če vas ne bo doma, tega nikar ne pripovedujte naokoli, kajti nepripravi prežijo na vsakem koraku. Pa srečno kamorkoli že greste, pa tudi tistim, ki boste ostali doma.